Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kriptopolom, kaj se dogaja in zakaj? Preko $150 milijard je izpuhtela tržna vrednost največjih kriptovalut v le nekaj dneh. Razlog: stečaj in mahinacije kriptomenjalnice FTX. Veliki rešitelj kripto sveta, kot so nekateri razglašali ustanovitelja FTX-a Sama Bankmana-Frieda, tako imenovani SBF, se je izkazal za lažnivega goljufa. Kaj propad FTX pomeni za panogo? Kaj to pomeni za kriptomenjalnice? Kaj to pomeni za kriptovalute? Z menoj je Nejc Bizjak iz Bitstampa. Zdravo, Nejc. Živijo, Marja. Nejc, imaš nek nov naziv, si Head of Biz Ops and Strategy po ta novem. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da mi smo maja, Bitstamp je maja imel nekaj sprememb v vodstvu. Se pravi, dobili smo novega CEO-ja in majčkeno se je, bom rekel, spremenila struktura vodstva podjetja. In v okviru teh sprememb sem jaz pravzaprav iz funkcije Chief of Staff prešel na prav operativno področje, in to so v bistvu poslovne operacije in strategija, kjer pravzaprav vodim ekipo na področju strateških iniciativ, partnershipov, pricinga, market analiz in podobno. Torej zelo podrobno spremljaš že po defaultu dogajanje na kriptotrgu in razmišljaš o razvoju in strategijah kriptopanoge in seveda vašega podjetja. Zadnje čase bolj, kot bi si želel. 24/7. Trenutno si v New Yorku, tam si že nekaj mesecev in boš do konca leta, vsaj tako si mi povedal, ko smo se nazadnje pogovarjala. Predvidevam, da tako kot vse večje in resne kriptomenjalnice tudi na Bitstampu budno spremljate aktualno dogajanje. Seveda, zadnji dogodki so bili milo rečeno neprijetno presenečenje za našo industrijo. Trenutno seveda spremljamo, kar se da, se pravi, promo čim bolj sledi dogodkom, da vidimo, če so kakršnekoli implikacije za naše podjetje ali pa seveda tudi za generalne implikacije za market in usmeritev podjetja v prihodnjih mesecih in letih. Tako da ja, sledimo seveda zelo poblizu vsem dogodkom. Zagotovo je tudi to vplivalo na vaše poslovanje. Verjetno ste imeli zagotovo več vprašanj strani strank glede samega FTX-a in pa izpostavljenosti Bitstampa do FTX-a. A ste mogoče tudi zabeležili kakšne odlive iz vaše platforme? Ja, imeli smo precej seveda povpraševanj zaskrbljenih strank. Za začetek, Bitstamp je že od samega začetka svojega obstoja imel, mogoče za razliko od nekaterih ostalih menjalnic, res zelo zrel pristop k trgu. Mi smo bili z vidika trga pogosto videni kot tisti dolgočasni, tisti počasni. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker smo zmeraj vlagali v regulativo, v compliance, v varnost sredstev strank, in to zahteva ogromno enega vložka, tako z vidika spravi personela. Mi imamo 200 ljudi, ki se ukvarjajo samo s complianceom in regulativo, to sploh ne vključuje recimo securityja. In se pravi, to stane in to nas je mogoče majčkeno upočasnilo, ampak zdaj smo dobili dokaz, da je to pravilen pristop. Prva menjalnica regulirana leta 2017 že v Luksemburgu strani kot Payment Institution License, ena izmed prvih menjalnic regulirane strani New York Department of Financial Services leta 2020. In spravim, tako da dejansko smo iz te cele situacije pravzaprav išli v redu. Mi nimamo nobenega exposure, oziroma nismo imeli nobenega exposurja do FTX-a in do Alamede. Seveda pa nažalost so nekatere naše stranke imele izpostavljenost do FTX-a in Alamede. In posledično potem se trenutno glavna diskusija, ki
ki jo imamo, je, da je treba delati s nekaterimi partnerji in jim dati ustrezna zagotovila, da zakaj smo mi drugačni. Tako da, če odgovorim na tvoje vprašanje, na korporativni strani so bili nekateri odlivi, ki so posledica popolnoma normalnega risk managementa vsake institucije in se to pravzaprav pričakuje v takih situacijah, da se sredstva se pravi counterpartijev potegnejo in se potem naredi ustrezen due diligence in potem se nadaljuje normalne operacije. Medtem ko na retail strani oziroma na strani posameznikov pa pravzaprav beležimo neutralno, rahlo pozitivno poslovanje prav zaradi te naše drže, se pravi compliance first, client security first, client asset security first in tako naprej. Tako da short term negative, long term positive for the industry. Se pravičujem za angleščino, ampak sem tako v temu noter, da je težko. Pozabiš slovenščino v teh parih mesecih, ne? Se heca. Pozabiš, skoraj pozabiš. V glavnem, se je FTX se je tudi v bistvu smatral kot za nekega resnega playera, resno igralnico. Kako misliš, da se bo kripto pobral iz te res velike godle? Sigurno je setback za celo industrijo. Druga največja menjalnica, treba je vedeti, da ta prostor je izjemno povezan medsebojno. Eno veliko podjetje, ki deluje na Bitstampu, se pravi nek market maker, ima izpostavljenost verjetno po celem ekosistemu. Kaj to pomeni, da lahko predpostavljamo, da je velik odstotek industrije oziroma podjetij, ki delujejo v industriji večjih playerjev, bil izpostavljen FTX-u. In to se seveda zdaj tudi dokazuje. In zdaj, če so bili njihovi risk management practices dobri, se pravi, da so ustrezno menedžirali tveganja, potem tukaj gledamo izpostavljenost 10%, kot neka razumna izpostavljenost na nasprotni stranki. Če pa je bilo to slabo, pa lahko tukaj zdaj gledamo 50 in več odstotno izpostavljenost. In to pomeni propad oziroma potencialno insolvenco takih podjetij. In zdaj razsežnosti tega še ne poznamo, ne vemo, to se bo zdaj počasi skristaliziralo tekom naslednjih tednov. Siguren bo velika javna afera, veliko bo za videti na Twitterju in na vseh ostalih socialnih omrežjih, veliko nekih novic bo, veliko enega senzacionalizma. Zdaj pa, kako se poberemo? Mi moramo biti boljši. Kripto, vsi resni igralci na tem trgu, kripto exchange, se pravi menjalnice in ostali, bom rekel, udeleženci na tem trgu. Moramo se zavedati, da je način, kako ta industrija raste, je preko regulative in tudi preko nekega odgovornega ravnanja vseh udeležencev na trgu. Se pravi, kako mislim, da se bo pobrala zadeva, je, da je enostavno večja transparentnost na samem trgu. Videli bomo tudi verjetno ta tema, se pravi ta decentralizirani oziroma nek self-custody, se pravi, da ti v svojo denarnico iz exchange-a potegneš sredstva. Tudi ta bom rekel, ta tema bo pridobila na veljavi in bomo videli, da se bo ta prostor bolj razvil. Ampak z našega vidika je pomembno, da damo vsa ustrezna zagotovila našim strankam in to morajo narediti vsi ostali udeleženci na trgu, da nismo vsi črni, da nismo vsi slabi. In to je način, kako lahko rastemo. Se pravi, večja transparentnost in nažalost tudi več ustrezne regulacije. Niso vse licence enake. Tudi Binance pa Kraken sta v bistvu po tej kolobociji pozvala k večji transparentnosti in omenjala sta tudi, da želita vzpostaviti proof of reserves. Kaj to konkretno pomeni? Proof of reserves konkretno pomeni, da lahko stranke kriptomenjalnic transparentno dostopajo do podatkov, da obstajajo rezerve oziroma sredstva, ki podpirajo obveznosti menjalnice. Se pravi, zelo pomembno je tukaj
da sta tukaj dva aspekta. Eno so sredstva. Sredstva trenutno vidimo kroži veliko po socialnih omrežjih, kako menjalnice zdaj prikazujejo svoje wallete in koliko imajo sredstev. Ampak to so samo sredstva. Lahko da obstajajo še neke druge denarnice, kjer so še kakšna dodatna sredstva, to je prva možnost. Druga pa je, da obstajajo tudi seveda obveznosti. In če imam jaz 3 milijarde sredstev pa 5 milijard obveznosti, je to seveda, mi to pravzaprav nič ne pove. Tako da obe strani je treba dokazovati. In zdaj, kako se to lahko dela? Načeloma Kraken ima en zanimiv sistem, mi delamo na podobnem tudi, in to je pravzaprav, da lahko klient v vsakem trenutku dostopa do višine, do balansa, se pravi do višine sredstev v svoji denarnici, ki jih drži na exchange-u, in hkrati dobi potrdilo strani neodvisne tretje osebe, to je revizor, da pravzaprav je v neki časovni točki revizor to preveril in rekel, ja, ta sredstva seveda so tam in se pravi, to, kar Kraken pravi, to je resnično. Tako da to je nekako proof of reserves, verjetno najbolj učinkovit način dokazovanja. Zdaj, številne te menjalnice trenutno v ponedeljek 14.11. je 525 menjalnic po svetu, večina je registrirana nekje v nekih davčnih oazah, tudi v primeru FTX-a je bilo tako, poslovanje v bistvu ni transparentno, ne vemo, kaj je v ozadju, težko pridemo do teh podatkov, kako se v bistvu prepričati o verodostojnosti kriptomenjalnic? Da ni kakšnih čudnih zgodb v ozadju. Se tudi FTX je bil kakor verodostojna kriptomenjalnica, ker je bilo zelo veliko investiranega tudi VC manija, denarja. Tako da, kako v bistvu sploh to preveriš? Tudi konec koncev mogoče Bitstamp ali pa Kraken ali pa Binance, mogoče se kaj v ozadju kuha, kaj še ne vemo. Ja, odlično vprašanje. Jaz mislim, da se pravi, po bitki je lahko biti general. Dejansko jaz mislim, Sam Bankman-Fried uspel celo industrijo prepričati v nekaj, kar je bilo zelo daleč od resnice. In to je v bistvu kolektivni poraz za industrijo in deležnike, da se je pač to zgodilo. Tako da ne pravim, da vsi bi mogli biti boljši. To ni dejansko, nažalost je temu tako. Zdaj pa kako ugotoviti, oziroma kaj bi lahko bili tisti dejavniki, na katerih lahko gradimo neko zaupanje, da menjalnica je, se pravi, da je legitimna, da ravna s sredstvi klientov tako kot se spodobi, tako kot se mora, seveda, popolna segregacija oziroma separacija sredstev klientov in tako naprej. Kako zagotovimo, da so sredstva varna. Zdaj, prva razmejitev bi bila lahko, ali ta menjalnica posluje onshore ali posluje offshore. In se pravi, kaj to pomeni? Onshore menjalnice načeloma smatramo tiste, ki delujejo, ki se pravi, imajo domicil in licenco v razvitih ekonomijah, kjer obstajajo, bom rekel, najbolj strogi regulatorni režimi z vidika finančne regulative. Se pravi, to delamo od ZDA, Evropa in pa potem od azijskih, seveda Avstralija, Singapur, Hong Kong, to so te režimi, in se pravi onshore, offshore. In zdaj lahko gledamo, ali so te menjalnice, recimo Kraken, Coinbase, Gemini, Bitstamp, so recimo menjalnice, ki popolnoma delujejo onshore. Mi imamo entiteto v Luksemburgu, ki je regulirana, se pravi payment institution, se pravi plačilna institucija, potem tudi licence seveda v New Yorku, se pravi vaša sredstva so onshore, ne sedijo nekje na Sejšelih in v neki neregulirani, se pravi v neki neregulirani entiteti. Se pravi, druga zadeva je razlikovanje posledično med samimi licencami. Neka licenca pa brez zamere, ne vem, v Južni Afriki ali pa v Dubaju, verjetno ni enaka
licencam, ki jih izdajajo, se pravi, organi v Evropski uniji in v ZDA. Pravi, to je druga zadeva. Potem pa generalna transparentnost menjalnice, a ne, kje je sedež te menjalnice, to tudi nekako veliko pove. Potem pa pravzaprav je treba že iti globje, po mojem mnenju. Ali gre v tem primeru za revidirano entiteto. Se pravi, ali je nek revizor, ki je finančne izkaze recimo potrdil. Kakšna je zgodovina te menjalnice? A je zelo na hitro nastala ta menjalnica? Je to v zadnjih 2 letih zrastelo od nič do, 3 milijarde volumna na dan? Ker če je, pomeni, da verjetno, se pravi, da trgujejo proti svojim klientom, ali pa da imajo od zadaj neke, bom rekel, dogovore, da nekdo podpira to likvidnost na nek umeten način. Se pravi, da ta zadeva ni zrastla, bom rekel, naravno. Tako da to bila najbolj taka osnovna, bi rekel, res ta onshore, offshore in pa ta licenciran status, kar vsak lahko preveri. Potem pa gremo že v neke bolj detaljne indikatorje, ki so pa lahko indicije, ali je to res nekaj, kar je legitimno ali nekaj, kar ni. Kakšne recimo plačilne opcije vam ponuja ta menjalnica? Imate samo kreditno kartico ali imate dejansko SEPA transferje, International Wire, prek katerih bank delujejo? Ker načeloma menjalnica, ki nima regulatorno urejenih zadev, ne bo morala dostopati do bank. In tako da veliko je stvari, o katerih bi lahko govoril, res je lahko, bom rekel, samostojna debata, ampak nekako osnovno bi bilo to. V bistvu moraš kar narediti domačo nalogo. Že tako, ko greš v eno tako investicijo, se moraš zelo dobro pozanimati tudi o sami menjalnici, če ne lahko pristaneš v taki godli, kot je zdaj veliko investitorjev zaradi FTX-a. Mogoče lahko poveš, glede na to, da si rekel, da še ne poznamo razsežnosti te zgodbe, mogoče lahko pride do nekega cunamija, stečajev mogoče, je pa Binance omenjal, da bodo ustanovili nek sklad, Industry Recovery Fund, za pomoč podjetjem, ki imajo likvidnostne težave zaradi FTX-a. A mogoče biti s tem tudi kaj razmišljal o tem, ali pa da bi se pridružil tej pobudi Binance-a? Dejansko, če začnem z Binance-om, danes smo imeli to diskusijo, tako da smo se nekako začeli o tem pogovarjati, kaj lahko mi naredimo za ekosistem. Treba je vedeti, da menjalnica Binance je bistveno večja od Bitstampa, oni so verjetno 70% trga, verjetno razpolagajo z res močnim balance sheetom, imajo tudi svoj ta sklad tveganega kapitala, prek katerega bodo verjetno kapitalsko podpirali podjetja, ki so v težavah. V tem trenutku, se pravi, mi gledamo, kako bi se lahko tej iniciativi pridružili in kako bi lahko pomagali. V tem trenutku je zelo zgodaj karkoli zaključiti. Ogromno enega senzacionalizma. CZ, ki je CEO od Binance-a, ima ogromen nek, bom rekel, ogromno sledilcev na Twitterju in zdaj se ta zadeva trenutno najavlja, kako pa se bo dejansko udejanila, pa tega trenutno nobeden ne ve. To lahko, da bo samo v bistvu, da je lahko samo PR poteza, da pravzaprav Binance rešuje dobra podjetja iz, bom rekel, sklada tveganega kapitala, ki ga je imel FTX. Se pravi, da pravzaprav želijo samo pobrati iz tam ven tisto, kar je dobro, pa pustiti tisto, kar je slabo, da nekako, bom rekel, odmrejane. Tako da mi, tako kot ponavadi, si bomo vzeli malo več časa, bomo razmislili, pa ne bomo nekako, bom rekel, zelo bili, se pravi, na prvo žogo nekako skakali na neke te priložnosti. Naša vloga trenutno, oziroma kje mi vidimo svojo vlogo, je, da izobrazimo ljudi, kako izgleda dobra menjalnica. Kaj so tiste glavne karakteristike, ker kot si sama prej izpostavila, ni enostavno. Ni enostavno in to je v bistvu ta tudi kolektivni mogoče poraz industrije, da nismo uspeli tega jasno povedati. Kako ločiti nekaj dobro od slabega.
Tako da to je naša vloga, ne, kako lahko to tukaj čim bolj neko ozaveščenost dvignemo globalno. Potem pa sledijo seveda potencijalne naložbe v podjetja, ki so v težavah. Ja, dejansko v bistvu taki primeri mečejo slabo luč na celo panogo in v bistvu očrnijo čisto vse v tej panogi. Že a priori ni nekega zaupanja v to panogo, je velika skepsa, tako da s takimi zadevami se pa to samo še poglablja. In zdaj v bistvu preostali, ki delate v redu, se morate toliko bolj dokazovati in boriti za to, da prepričate ljudi, da ste pa vi ok. Ja, se pravi, kaj se je dogajalo recimo pred prejšnjo sredo? Je bilo, da pravzaprav v tem medvedjem trgu so se institucije zelo odprle, so bile zelo naklonjene ideji, da dodajo kripto v svoj portfelj. Ali kot naložbo, ali pa kot neka opcijo, ki jo ponudijo svojim klientom. Videli smo Mastercard, recimo, je najavil sodelovanje, da bodo tržili, se pravi, nek tako imenovani white label produkt preko celega svojega networka. To je ogromen dogodek nekako za industrijo. Ne. Potem vidimo Fidelity, Nasdaq, ogromna State Street, Bank of New York Mellon, največji, se pravi, custodiani oziroma tisti, ki držijo vaše delnice, so najavili, da bodo rešitve za kripto pravzaprav razvili oziroma so jih že. Tako da res, kaj smo mi čutili, je, da so bili vsi naklonjeni, institucije so bile zelo naklonjene temu pogovoru, a ne, kako se izpostaviti kripto. Ni bilo pravzaprav vprašanje kdaj oziroma če, ampak bolj kako. Od prejšnje srede so pa te pogovori kar naenkrat ratali precej težji. Zaradi tega, ker moramo vedeti, da neka kreditna institucija, neka banka, zato da pride do tega, da doda kripto kot nov business line, to so management boardi, risk committee, vse sorte enih approvalov, da prideš do te točke, da rečeš, ok, gremo razviti produkt, gremo live. Ne? In zdaj vsa ta vrata so kar naenkrat se zapol zaprla. Ne? Niso se čisto zaprla, ampak so se pa malo zaprla. Ne? Tako da to pa zdaj težji bodo vsi te pogovori, adoption dejansko bo mogel, se bo mečkano ustavil, tako, kada bi rekel, da se bo cikl za 3 do 6 mesecev podaljšal in v tem času bomo mogli mi v bistvu bolj jasno pojasniti svojo vlogo in zakaj so stvari, ki jih počnemo, pravilne in izobraziti tudi vse ostale, kako je treba te stvari nekako početi. Zdaj, ko si omenil Mastercard, sem se spomnila na članek, ki sem ga danes prebrala na sestrskem portalu Bloomberg Adria na srbski strani, in sicer Srbska centralna banka je povedala, da njihova zakonodaja tega ne podpira. Sam toliko povem, da še v Srbiji tega ne bodo dovolili, ampak bomo videli. Mogoče bi se tukaj vrnila na eno zelo zanimivo zadevo, ki se jo zdaj že večkrat izpostavil, in sicer tvitanje in te finfluencerji oziroma kriptoinfluencerji. Tvitanje je v bistvu postalo na nek način kar precej nevarno. Ne? Tvit lahko na eni strani v bistvu sesuje kriptomenjalnico, na drugi strani pa lahko tvit tudi premika tečajnice. To smo recimo danes videli, ko je Elon Musk tvitnil, da Bitcoin will make it, but might be a long winter. Se ti zdijo, da so takšne manipulacije trga strani enega, recimo temu influencerja, normalne za en tak trg? Ne? To se mi zdi, da mogoče, jaz tega si ne znam predstavljati, ko govoriva o delniških trgih, da bi, dobro, vse se je tudi že dogajalo, no, ampak ni to tako običajna praksa, da bi en, ki ima ne vem koliko sledilcev na Twitterju, z enim tweetom premikal tečajnice. Karkoli reče, se premakne, gor ali pa dol. Ja, se pravi, jaz ne poznam čisto toliko natančno teh, bom rekel pravnih, točne zakonodaje, se pravi, delniških trgov v ZDA. Ne. Vem, da je Bitcoin ven iz domene SEC-a, se pravi Securities and Exchange Commission. Ker če bi Musk kaj takega naredil iz eno delnico, je to pregonljivo. Tako da on si, bom rekel,
to sigurno ni dobro za trg. Sigurno ni dobro za trg. Prvo zadevo, ki si omenila, da je Twitter nevaren. Jaz nekako se strinjam s tem. Jaz mislim, da je Twitter izjemno neko nevarno okolje, kjer se lahko javno mnenje se izoblikuje izjemno hitro, izjemno implozivno, lahko v pozitivno smer, lahko v negativno smer. In pogosto brez ustrezne podlage v dejstvih. Zelo, zelo subjektivno. In pravzaprav to od njega uporabnika povprečnega zahteva, da gre na Twitter in pa loči zrno od plevela praktično, kar je že tudi težava, zaradi tega, ker imamo polno nekih influencerjev in tudi Elonov Muskov, če hočemo, ki neko svojo agendo pravzaprav zelo uspešno postavljajo v ospredje. Se lahko vzamemo Binance. Pa Binance se meni zdi izjemno, izjemno impresiven z vidika produkta, kaj so uspeli narediti. Tudi, se pravi, cela zgodba zgleda zelo, zelo dobra in tudi CZ je pravzaprav nek kult osebnosti uspel ustvariti na Twitterju praktično, ne, kot kar CZ reče, tako pravzaprav mora biti. Ne. In zaenkrat je the good guy, ne, je pač nekako pravilno se odziva na vse te zadeve. Je pa ta linija zelo tanka in vedeti moramo, da Binance je še zmeraj offshore. Binance je še zmeraj izjemno ohlapen v svojem koru. To, če imamo sredstva na Binance, en argument se recimo lahko reče, ok, too big to fail. Se pravi, če gre Binance dol, bo itak cela industrija šla na nulo, a ne, s čimer se strinjamo ali pa ne. Ampak dejstvo je, da če gre za neko, da bi mogel iti za nek recovery nekih sredstev v nekem katastrofičnem scenariju, ne vemo, kje je to. In je to precej ohlapno, še zmeri bottom line. Ampak nazaj na cel Twitter, ja, se strinjam. Izjemno nevarno orodje in spet zahteva od njega povprečnega uporabnika, da pravzaprav loči zrno od plevela. Obstaja res veliko dobrih akauntov, resursov, kjer se ogromno stvari lahko naučiš, ker ogromno stvari lahko slediš, ampak jaz bi prej rekel, da je pa 80% senzacionalizma, kjer je pa treba biti zelo rezerviran glede tega, kaj nam Twitter sporoča. Včeraj recimo so skoraj potopili Crypto.com, eno menjalnico, ne, ker se niso javljali, ne vem, 6 ur in so bile špekulacije, da so insolventni. Nekaj se potencialno tam dogaja, ampak ne pomeni pa, da so insolventni. Mogoče so izgubili 10-20 milijonov kapitala družbe, ampak ne vemo, lahko pa špekuliramo. Ne. Kako grozen to, kar govoriš. Mogoče so izgubile 10 milijonov kapitala družbe. V glavnem, okay. Ja, grozno. Res je grozen. No, ko govorimo o transparentnosti pa urejenosti trga, je tudi to zagotovo ena, po moje, prava pot, da se tudi te manipulacije nekako nadzirajo oziroma da se kaznujejo. Mogoče. Sigurno. In prvi korak, prosti, kad te prekinjam, prvi korak, mislim, kako se to doseže, je res onshore regulirane entitete, ker potem je tudi ta pot, kako bomo preganjali, zelo jasna. Trenutno imamo Sam Bankman-Frieda na Bahamih, ne vemo čistočno, kako bomo to uspeli preganjati. Zaradi tega, ker ZDA bojo želele preganjati, ampak oni imajo striktno pravilo, da ne posegajo v ostale jurisdikcije, bodo seveda v okviru neki FTX, ameriška entiteta, bodo posegali, ampak kdo pa bo to globalno preganjal pravzaprav. Tako da, samo ena taka točka kot postranska. To bo še zelo zanimivo spremljati. Nekaj se že omenjal, centralizirane pa decentralizirane platforme. Mnogi govorijo, da so zlomi FTX-a, Celsiusa, Voyager Digital dokaz, da so centralizirane borze in centralizirane finančne platforme razvoj v popolnoma napačno smer in da je rešitev DeFi, pravijo, torej decentralizirane borze in finance. Kaj ti praviš? Pa tukaj ne smeva pozabiti tudi na Terra Luno, ki smo videli letos popolni polom tudi te zgodbe. Ja, super vprašanje. Osebno, jaz sem, bom rekel, zelo pro decentralizaciji, zelo, nekako, če rečemo temu, pro kripto.
in podpiram pravzaprav to, da če govorimo self-custody, ki je del te decentralizacije, to popolnoma podpiram. Tukaj se strinjam s CEO-jem Krakna, ki je včeraj rekel, mi ne vemo, zakaj bi mi morali držati sredstva klientov, če oni ne tradejo. Mi nimamo nič od tega. Tako da, če ljudje želijo iti iz menjalnice dol in imeti nek self-custody, super, obstajajo za to rešitve, in mi na Bitstampu delamo proti temu, da bi se malo integrirali s temi rešitvami, da bi bil ta prenos med custodyjem in potem samo tradingom, se pravi kupovanjem in prodajanjem enostavnejši. Zdaj pa cela zgodba med decentraliziranim in centraliziranim. Jaz mislim, da bo tukaj neka kombinacija je optimalna. Zdaj popolnoma ta senzacionalizem v narekovajih, poberite vas denar dol iz kriptomenjalnic, decentralizirana se pravi tehnologija, protokoli niso propadali oziroma so v redu. To bi jaz postavil zaenkrat pod vprašaj. Meni se to zdi zelo nevarno. In zakaj se mi zdi nevarno? Zaradi tega, ker pravzaprav to je poziv neizobraženim uporabnikom, pa ne nujno neizobraženih uporabnikom, ki nimajo dovolj informacij, da v bistvu se neposredno izpostavljajo določenim tehnologijam, ki niso zrele z vidika uporabniške izkušnje, zato da nekdo nepoučen to uporablja. In ja, se strinjam, DeFi ima prihodnost, ampak tudi oni morajo narediti 2 ali pa 3 korake naprej, da bo uporabniška izkušnja postala ustrezna, da se bo lahko cela industrija pomaknila naprej. Ker če karikiram, ker si super izpostavlja Terra Luna, mi pričakujemo od klientov oziroma od uporabnikov, vzamite sredstva iz exchangeov. Potem se morajo oni tudi izobraziti, kateri blockchaini so pa dobri, kateri blockchaini so pa slabi. Recimo zdaj se je izpostavilo, da je Ethereum je verjetno prestal test časa. Pa imamo pa Solano. Solana se je v zadnjih pol leta so jo 3-krat ustavili, arbitrarno, ali pa večkrat. Pa imamo Luno, ki je tudi sama propadla. Tako da se pravim, da decentralizirana prihodnost je, ampak bo morala stopiti par korakov naprej. Centraliziran del enako velja. Mi moramo tudi se izboljšati preprosto, dati dodatno zagotovila klientom. Še ena zadeva tukaj, da ne bo predolg odgovor. Vsi nekako maksimalisti oziroma zagovorniki decentralizacije se morajo tudi zavedati, koliko velik je v bistvu centraliziran del trga naredil za splošno ozaveščenost in adoption kripta. V prejšnjem bull marketu so bili centralizirani exchange verjetno tisti, ki so pritegnili množice, ki so pravzaprav omogočili, da je v trg vstopil kapital, ki je sploh lahko podprl razvoj tega bolj nišnega trga, tega bolj decentraliziranega trga. Torej, niso eni beli, drugi pa vsi črni nekako, ampak je treba najti pot naprej. Hand in hand nekako. Tako da to bi bil nekako bil. Zdaj po tej FTX drami se verjetno obeta železna roka regulacije, to pa lahko konec koncev tudi spremeni kriptotrg. Kako misliš, da bi to lahko spremenilo? V kakšno smer bi lahko šli? Jaz mislim, da obstaja par lukenj, ki bi jih lahko zakrpali regulatorja. Ena je recimo taka zanimiva je, da ne obstaja absolutno pravilo v vseh jurisdikcijah Evropske unije, da so sredstva klientov ločena od menjalnice v primeru insolvenčnega postopka. Se pravi, to pomeni, da recimo neka menjalnica postane insolventna, nimamo absolutnih zagotovil v vseh jurisdikcijah Evropske unije, da se sredstva klientov tretirajo pravzaprav ločeno, se pravi, da obstaja lastniška pravica
ločitvena pravica v insolvenčnem postopku, oziroma izločitvena pravica v insolvenčnem postopku, še malo pozabil, da me ne bo kakšen pravnik lovil, da so ta sredstva popolnoma varna od klientov in se ne smatrajo kot del stečajnega postopka. To bi recimo bil zelo dobrodošel korak, ki ga MiCA, se pravi ta Marketing Crypto Assets Regulation, ga ima. Ampak ker se ukvarjajo toliko z nekimi drugimi mehkimi, manjšimi, bom rekel, podrobnostmi zakonodaje, nažalost, to lahko pričakujemo še leta 2024. V ZDA to že obstaja zelo jasno, se pravi trust ima ločena sredstva. To bi bilo recimo zelo dobrodošlo in to bi mi absolutno pozdravili, ker trenutno mi delamo, v Luksemburgu ta zadeva obstaja, ampak ne obstaja pa globalno, ne obstaja pa pravzaprav v vseh jurisdikcijah Evropske unije enako. Torej, poenotenje regulative, to bi bilo zelo, zelo dobrodošlo. Kaj lahko še nekako pričakujemo? Regulativa bo zahtevala več transparentnosti napram klientom. Kanada recimo že ima take zadeve, ima že take določbe, kjer zahteva regulator, da na dnevni ravni menjalnice poročajo proof of reserves pravzaprav. Se pravi, na dnevni ravni moraš ti poslati regulatorju, assets, liabilities, ne? In to je spet nekaj, kar tisti, ki nima nič za skrit, bo pozdravil, ker to je tisto, kar moramo na čemer, za kar bi si mogli prizadevati. Na drugi strani me pa skrbi, da bo pa to neugodno vplivalo na inovacijo. Se pravi, da bo DeFi deležen pozornosti, da bodo še, bom rekel, višje zahteve za KYC, AML, plačevanje s kriptovalutami bi se znali regulatorno zamejiti. To so neke take zadeve, ki pridejo na misel, več mogoče pozornosti za kriptožetone posameznika, kako so regulirani, se pravi, kakšen je njihov status. To bi tudi, čeprav to bi lahko pozdravili na področju Evropske unije, kjer je res malo Wild West. Tako da, ja, ampak nasplošno mislim, da bolj bo ta reputational damage, ki bo nekako ostal. Ja, je tudi prišla vest o zlorabi v bistvu investitorjev strani FTX-a, ki so posojali oziroma omogočili uporabo premoženja strank v zastavo za financiranje tveganih naložb, v bistvu te Alameda Research, ki je bila v bistvu stranka FTX oziroma tudi lastniški delež oziroma ustanovitelj je bil tudi tega Alamede, ne? To je bilo v bistvu nekako zelo tako šokantno spoznanje za praktično vse iz te panoge. Kako je možno, da so uporabljali sredstva vlagateljev za neke svoje stave? Kako je to sploh možno? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Se pravi, najprej še ena točka, ki si jo izpostavila prej, kako vedeti, oziroma kaj je lahko nek red flag, kako nekako menjalnico ločiti od drugih, aj dobra ali slaba. Če je lastnik neka trading firma, je to sigurno slab znak. Se pravi, da je večinski lastnik menjalnice neko podjetje, ki pravzaprav deluje na tveganskem spektru, na tem popolnoma tveganem delu. Zdaj spet, v retrospektivi, je to se zdi zelo logično, ampak to je sigurno eden izmed znakov, ki nam lahko povejo, da tam se pa nekaj dogaja. Malo zgodovine je v bistvu tako, da je Sam Bankman-Fried pa par njegovih prijateljev oziroma drugih traderjev, oni so bili prej na Jane Streetu, to je tudi ena taka velika trading firma, ki deluje tako tradicionalnem kot kriptotrgu, in potem so šli in so ustanovili Alamedo, ki je bila precej uspešna, oni so se osredotočali na kripto in potem so oni ustanovili FTX. In tam se je pravzaprav ta zadeva začela, kjer je pravzaprav Alameda s svojimi aktivnostmi trgovanja podpirala razvoj menjalnice FTX, hkrati je bila pa večinski lastnik, brez nadzornih svetov, se pravi, to ni bilo nobenih management struktur, to je bila ena oseba, mogoče zelo ozek krog posameznikov, ki so delovali oziroma vodili
ta cel konglomerat, tam smo videli, da je 130 podjetij bilo v strukturi. Če malo karakteriziram, Bitstamp jih ima samo 5 po celem svetu. Tako da oni so imeli 130 podjetij v tej svoji strukturi, ustvarjali izjemno ohlapno korporativno strukturo oziroma nejasno in potem so v eni fazi, pravzaprav jih je v najbolj osnovnem, najbolj osnovna, kako je smisel, da je bilo to, je pač ta pohlep, jih je nekako premamo. Ker če mora računati, da če mi imamo 5 milijard ali pa 10 milijard sredstev klientov in ti lahko zaslužiš 2 ali pa 4% na to, to je hiter $500 milijonov letnega, letnih prihodkov. In v eni fazi jaz mislim, da je bilo to tako, da oni so rastli uspešno, videli so to rast in potem enostavno ta ozka skupina ljudi dobila nek tak, kako bi temu rekel sploh, tak, po mojem, ta kompleks Boga, verjetno so mislili, mi smo pa boljši kot vsi ostali. In zaradi te ohlapne korporativne strukture, brez kakršnih koli kontrol, so v bistvu začeli balance sheet, se pravi bilanco stanja menjalnice FTX, ki je bila v lasti Alamede, obravnavati kot bilanco stanja Alamede. In so se začela dogajati posojila, za katera ni nobeden vedel, ker nobenih kontrol ni bilo. In potem je Alameda prek stav na kriptotrgu, oziroma prek trading activity ali pa naložb, zgubila ta denar. Dejansko, jaz mislim, da so bili izjemno izpostavljeni luni. Začelo naj bi se pa že prej v letu 2021. In potem pravzaprav je Alameda bila v slabem stanju in so si potem začeli sposojati denar po ekosistemu in so v zameno za to zastavljali pa ta žeton FTT, ki je pa pravzaprav nekaj, čemu rečemo native token exchange, katerega uporabnost oziroma utility je nekako, da je pravzaprav pasivno si udeležen v dobičku, kot če držiš ta žeton, pa neke popuste imaš, kaj ena loyalty schema recimo je bila. Ampak načeloma je treba vedeti, da je to magic internet money, v smislu, da nima načeloma nobene vrednosti. In so zastavljali to za ta, se pravi, so imeli posojila, to je bil kolateral, potem pa vrednost kolaterala začela padati. Takrat je pa CZ pogruntil, da je pravzaprav tle ena luknja in on je verjetno nož zaril, pa ga je obrnil, pa je pa ugotovil, da je tle res ena velika luknja, da so stvari veliko slabše, kot so oni v osnovi mislili. Tako da, zakaj? Če na kratko, ohlapne korporativne strukture in neka hitra rast bližnjice, ki so verjetno v prvi fazi so bile nekako, kako bi temu lahko rekel, je bilo še ok, pa je pa pravzaprav hitro to preraslo v neko kriminalno dejavnost in ki je pravzaprav bila pa omogočena in pa je neka spirala, verjetno bi lahko rekel, da je s tem javnim izgledom svojim nek ta kompleks Boga pravzaprav še rastel. Zdaj, ko slišim, kaj govorim, mi je tako kar malo, ampak mislim, da to tako je nekako, ko si bi lahko razložil te dogodke. Ti si zelo lepo povedal na začetku, najprej nastala Alameda, potem pa FTX. In da ta kombinacija trading firme in menjalnice, pač da to enostavno ne gre. Da oblast je tudi opozorila na potencialne konflikte interesov, ampak potem so se vsi stran obrnili, vključno z Bitstampom in drugimi playerji na trgu. Ja. In zdaj po bitki, se pa izpostavlja to kot zelo problematično. Koliko pa je že takih menjalnic, ker je vse to v ozadju, neke trading firme, potem neki lastni tokeni? Ja, kar precej. Verjetno, omenil si številko, koliko 500? 525. Danes je pa 14.11. Mogoče bo čez par dni, ko bo podcast objavljen. 400. Ja. Jaz bi rekel, da je legitimnih igralcev na tem trgu približno 10.
To si pa kar konkretno skrčil številko. Ja, in zaradi tega, ker če greva sam po teh kriterijih, ali ima ali nima lastnega žetona, onshore, offshore, vidljivost teh korporativnih struktur, a se to dobro razume, regulativa v ustreznih jurisdikcijah, ta lista se začne krčiti po vsakem koraku, pravzaprav že po samem prvem koraku onshore, offshore, verjetno prideva na številko 30, potem pa začneva še malo krčiti, pa hitro prideva na tisto 10. Pri onshore, offshore že Binance ven je izločen, ne? Največji player na trgu. Se strinjam. In se pravi, tako kot sem rekel prej, Binance res ima eno super zgodbo in super produkt. Dejansko mislim, da to, kar so naredili, je impresivno. Razumem, zakaj so lahko tako uspešni, kot so, ker dejansko res ta hitrost, s katero se premikajo, je, bom rekel, impresivna, sigurno. Spet pa, ker nočem špekulirati, uporabniki ne si sami pač pogledajo korporativne strukture, licenciranje in tako naprej. Binance ima neke licence v Evropi, tako da pa se pravi, uporabniki ne si sami pogledajo, uporabniki ne sami presodijo, ker se pravi, jaz mislim, da z vidika uporabnika je Binance super izkušnja. Je pa tudi FTX z vidika uporabnika do prejšnjega tedna bil v redu izkušnja. Zdaj ta njihov coin je tudi fascinanten in v bistvu me zanima, zakaj je bil FTX tako zelo občutljiv na gibanje vrednosti njihovega kovanca. Zdaj, vem, da je Alameda imela, to je CoinDesk pisal junija, za 14,6 milijarde premoženja, večina ne bi bila pa v teh njihovih coinih, FTX coinih. Ja, zakaj je to pomemben pravzaprav? Zaradi tega, ker kako se to ponavadi naredijo te tokeni, to ustvariš neko pametno pogodbo, določiš, kakšna bo ponudba tega žetona, recimo 1 milijon, in potem razdeliš ta milijon med deležnike. Se pravi, deležniki so pa ponavadi glavni ustanovitelji, ki prispevajo k projektu zgodaj, investitorji, in potem recimo pol nekaj pride do communityja. In že ta zgodna razdelitev ponavadi pove nekaj o zdravju posameznega žetona, ker če je recimo več kot 50% supplyja, se pravi ponudbe, kontrolirano strani tistega, ki je ta projekt razvil, je to lahko potencialni red flag. In v primeru FTT-ja je to pravzaprav, pa tudi v mnogih drugih primerih, da je jasno, da ni tukaj samo FTT, je pravzaprav sta FTX in Alameda kontrolirala ogromno količino, se pravi količino teh kovancev v obtoku. In zdaj, če imamo midva mal tega kovanca v prostem obtoku, pa potem dve entiteti tega veliko držita, njim je v bistvu interesu, da pravzaprav napihujejo ceno tega kovanca, ker raste vrednost kolaterala posledično. Se pravi, oni so si prizadevali, da držijo vrednost tega visoko. In zdaj, kako jo držiš visoko, je ali preko lastnih trgovalnih aktivnosti, kar je zelo nezdravo, ali pa prek tega, da ustvarjaš dejansko organsko povpraševanje. In zdaj, organsko povpraševanje za FTT izhaja prek uporabe menjalnice, je recimo edino organsko povpraševanje. Če pogledamo Binance, BNB, tle je treba vedeti, da organsko povpraševanje je iz ekosistema Binance, pa tudi iz blockchaina, ki ga je Binance razvil, ker to je vsem več utilityja, kot ga je sam FTT imel. In pol pa se začne cela finančna mahinacija. Trg mi pravi, da je ta kup mojih žetonov na balance sheetu vreden 14 milijard. Kaj lahko naredim s 14 milijardami? Lahko si sposodim dolarje za to in opravljam svoje tržne aktivnosti in zaslužim veliko denarja. Zdaj, če ne delam risk managementa, če ratam pa preveč pohlepen, gre pa nekako vse navzdol. Tako da to je nekako tak, mogoče long story short, kako te stvari okvirno delujejo. Lahko bi rekel, da so te žetoni
lahko neka verzija neke take ponzi sheme, ker tisti, ki sedijo na vrhu, pravzaprav sam čakajo, da vrednost zraste, da lahko pravzaprav prodajo, bom rekel, nič hudega slutečim uporabnikom. Kako pa misliš, da bo ta zgodba prizadela Binance? Oni so v to zgodbo, oni so dosti zgodaj investirali v FTX, potem so izstopili, vem, da so dobili polovico 2,1 milijarde dolarjev je bila kupnina, del so dobili v FTT-ju, v njihovih kovancih, del pa v stablecoinu USBC, meni se zdi. So prav dobili v FTT-ju, ne? Ja. Se pravi, oni so imeli, mislim, da 500 milijonov FTT-ja v kovancih, mislim, da skupnega obtoka in tisto so začeli prodajati, to je tudi povzročilo to celo krizo. Ja. Da je Binance začel zniževati vrednost kolaterala in oni so pravzaprav to povzročili. Zdaj, kaj bo za njih to pomenilo? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da Binance samo po volumnih sodeč bi moral imeti izjemno zdravo bilanco stanja. Bi mogel imeti, si povedal, bi mogel imeti. Torej, podatkov nimamo, ne veš. Nimamo podatkov, lahko samo sklepam. Se pravi, tudi na podlagi rezerv, ki so jih par dni nazaj razkrili, pravijo, da imajo 65 milijard sredstev klientov, se pravi, to spet ne pove nič. Ampak kako bo to na njih vplivalo? Zaenkrat, če se vrnemo na Twitter, izjemno pozitivno. Zaradi tega, ker so glavni glas industrije trenutno. Glavni in zaenkrat se pravi, navigirajo to zelo pametno in pozitivno. Spet pa greva lahko nazaj do vsega tega, da to je še zmeraj ohlapno. Zaenkrat mislim, da je to za njih niti pozitivno. Oni so si drugega največjega igralca na trgu, pravzaprav so izrinali iz trga in še zmeraj za neke traderje oziroma tiste, ki resno trgujejo, ima Binance verjetno najboljši produkt. Tako da mislim, da so ljudje kar v veliki meri šli na Binance, ampak bo pa transparentnost še, ko in če, pa jaz mislim, da bolj bo prišla v odspredje, bo tudi Binance potencialno naletel na kakšno težavo. Saj oni so že toliko veliki, da po naravi verjetno kakšna težava bo. Drugače, FTX je postal v bistvu resen rival Binance-u. FTX-u so tudi nekateri rekli JP Morgan kripta, ne? In za razliko od Binance-a so v bistvu na FTX-u bili zagovornik regulacije. Zdaj, seveda je Binance po vsej tej drami postal tudi zagovornik ne samo regulacije, transparentnosti in vsega. Prej pa se mi zdi, da niso bili toliko na tej strani. Se strinjam. Binance je precej obrnil ploščo, kar se tiče same regulative. Tudi v Evropi imajo, tako kot sem omenil, par licenc, sicer so to bolj te anti-money laundering licence, se pravi Virtual Asset Service Provider pod peto to anti-money laundering direktivo. Zaenkrat v neki resni jurisdikciji, razen Binance US, ki je ameriška entiteta, Binance jaz še nisem videl. Zdaj FTX je pa ubral drugo pot in oni so pa pravzaprav bili, Sam Bankman-Fried, mislim, da je bil drugi največji demokratski donator za Georgeom Sorosom. Se pravi, on je v bistvu pravzaprav v Washingtonu lobiral za regulativo oziroma večjo regulativo kripta in se je kot tak tudi predstavljal vsem. In tudi to je bil trigger za to celo situacijo, zaradi tega, ker je on pravzaprav blatil njegove kompetitorje. On je Binance pravzaprav v slabo luč postavil in tako se zdaj pravim Twitter z zrnom soli je to treba vse skupaj vzeti. Je to Binance izvedel in je rekel, če se pa takole gremo, pa bom pa jaz začel prodajati ta FTT oziroma to svojo naložbo likvidirati v tvoje podjetje. To je v bistvu prav izpostavil FTX popolnoma za vse te pravzaprav to zgodbo in ta imidž, ki so ga pravzaprav oni gradili, da to je bilo vse prazno. To je bilo popolnoma slamno. Če lahko primerjam to zgodovinsko,
imeli smo Elizabeth Holmes, Theranos, ker so bile tiste krvni testi, pa Bernie Madoff je bil recimo tudi, on je tudi sedel na SEC-u, v vseh komitejih, z vsemi regulatorji si je bil blizu, v Washingtonu je lobiral in ne vem kaj, zraven je pa zgubil ne vem koliko milijard sredstev svojih vlagateljev. Jaz po razsežnosti bi to primerjal s tem. A veš, da se s tabo strinjam? Ko sem jaz to zgodbo spremljala, sem se kar vrnila nazaj v leto 2008. Jaz sem takrat v bistvu ful spremljala vse možne finančne prevare in dejansko so bile podobne scene, se pravi, so bili zagovorniki regulacije, pojavljali so se na jumboti, bili so sponzorji raznih športnih društev, skratka, bili so all over the place. Podobna zgodba je bila tudi tukaj, ne. Imeli so ful znane tele promotorje, Tom Brady, pa ne vem, Giselle, žena njegova, manekenka, celo ime štadiona Miami Heat je nosil. FTX Arena. Točno to, ne. Tako da, to se je dogajalo že v preteklosti. To ni nekaj novega, to so dejansko res, kot se rekel, Bernie Madoff, ne, to je tudi en zelo tak klasični primer. V Sloveniji smo tudi imeli en zelo tak odmeven primer ene prevare, bila je Forex prevara, Luxuris, ne, je bilo tudi neki Dubaj, gor, dol, hudi avtomobili, vse povsod Apple, mislim, neko imidž so furali, ampak na koncu ta zadeva prodala, propadla. Imeli so tudi znane slovenske promotorje v tej zgodbi, pa je bila tudi zgodba z FX, tale Junajko, tega je bilo res zelo veliko, Financas Forex, vse je bilo na podobno foro. Ja. Tako da. In mogoče sam tako, da če je že pol nek silver lining, ne, da v bistvu ni samo kripto, pač tudi v vseh ostalih industrijah, bom rekel, ne, history doesn't repeat itself, but it does rhyme. In vidimo lahko, kako se te stvari se pravzaprav lahko zgodijo povsod. In ljudje, ki so hitro pokažejo s prstom na kripto, lahko potegnemo usporednici s podobnimi primeri, ki so se v zgodovini, ko še kripta ni bilo, tudi dogajali. Pa ne pravim, da je to kakršenkoli izgovor. Ampak verjetno nek nauk, ki ga lahko imamo, je, da če se stvari preveč svetijo, verjetno ni okej, ne. Ja, veliko je bilo tega v preteklosti, se strinjam, ja. Ok, a ste vi tudi mogoče kaj bili izpostavljeni do FTX-a? Ti si rekel, da niste bili nič, ne? Na začetku niste bili? Ne, mi nismo imeli v bistvu nobene izpostavljenosti. Tako, kot sem rekel, sredstva naših klientov so off balance sheet, se pravi, to pomeni, da je revizor potrdil, da sredstva klientov Bitstamp pa niso del naših entitet, a ne, se pravi, to je popolnoma ločeno in se pravi, popolnoma izločitvena pravica tle obstaja. Tako da mi nismo imeli nobenega vpliva, ne trgujemo proti svojim klientom, nimamo lastnega žetona, naše rešitve za custody so regulirane, se pravi, tle se pogovarjamo, to je trust, to je sicer v New Yorku oziroma v Wyoming in New York reguliran trust, ki se imenuje BitGo, tako da pri nas je pravzaprav custody ločen od tradinga. Mi smo edini exchange, ki pravzaprav ima to ločeno, a ne, tako da res nismo, a ne, za nas je pravzaprav, se Brian Armstrong je lepo rekel, a ne, za nas je pravzaprav to non-item, ampak za industrijo pa ni. Industrije, ne, naše stranke so bile pod vplivom, ne, se pravi, še zlasti korporativne, se pravi, posamezniki so zgubili veliko denarja in to je tisto, kar je pravzaprav, ne, to razočaranje. Zdaj, mislim, da je SBF razkril v pogovorih z investitorji, da ne bi potrebovali do 8 milijard dolarjev kapitalske injekcije. Kolikšna je ta luknja dejansko? Več kot 8 milijard ali je to čisto neka realna ocena po tvojem mnenju? Jaz mislim, da je možno, da je še enkrat toliko. Zaradi tega, ker to, kar je on ocenil, je, da on verjetno rabi 8 milijard, da sredstva klientov povrne. Ne vemo pa, kako je teh 8 milijard, kako to vpliva na ekosistem. Se pravi, kakšne so pa izpostavljene strank, ki imajo v bistvu, se pravi, ki imajo neko terjatev
do te mase 8 milijard in kaj to za njih povzroči. Mhm. In potem, kaj to od njih povzroči za vse ostale, ki pa s temi entitetami, ki so izpostavljene, trgujejo. Zato, se pravi, to je ponavadi, ko imamo to je klasičen contagion, ne, se pravi, ko imamo to, ko se v bistvu to nekako, ta okužba se pravzaprav razširi, ne, gre to lahko na več, pravzaprav praktično na eksponentno, ne, se pravi, jaz sem izpostavljen FTX-u, zdaj pa vsi, ki so izpostavljeni meni, so tudi izpostavljeni FTX-u. Tako da to je pol tako, ne, in zdaj, če je nekdo izmed tistih, ki so izpostavljeni meni, imel neke finančne težave, pa gre za kakšno posojilo, ki se ne bo vrnilo, je lahko njegova poslovna prihodnost pod vprašanjem. Tako da zaenkrat jaz ne bi špekuliral, ampak ponavadi razumno je pričakovati, da to še ni vse. Ja, tle sem pa najdla en podatek, da ne bi se obveznosti gibale med 10 in 50 milijard dolarjev. No, bomo videli, kaj se bo izcimilo iz tega. Povej. Bi se hodil reči, da upam, da na spodnji strani tega range-a. Ja, ampak glej, zanimivo je bilo tudi to, da se je zgodil tudi hekerski pred samim bankrotom, to je bilo v petek 11. Se je pa menda zgodil še nek hekerski napad, ker ne bi čudežno izginili 370 milijonov dolarjev. Kako je zdaj s tem? Kaj se dogaja zdaj s temi hekerskimi napadi? A to so zdaj tudi pogosta stalnica na kriptomenjalnicah? Ne. Načeloma, bom rekel, nažalost so prepogosti, ampak hekerski napad na neko kriptomenjalnico, spet če gledamo Kraken, Coinbase, Bitstamp in ta neka, bom rekel, tier 1 onshore exchange, tudi Binance definitivno v tem košu. To bi bilo skrajno neobičajno, ne? da bi se kaj takega zgodil. Tudi mislim, da smo se že prejšnjič, ko sem bil na tvojem podcastu, mečkam pogovarjali o tem, ne? Mi imamo te zadeve zavarovane, ne? Strukture denarnic, kako to deluje, je približno 2 do 5% sredstev se drži v tako imenovani vroči oziroma denarnici oziroma hot walletu, ki je povezana na blockchain. In to je v bistvu za uravnavanje tekoče likvidnosti, ne? Za dnevne potrebe. Ne? Vse ostalo je ločeno v tako imenovani mrzli denarnici oziroma cold wallet, ki je ni povezana z internetom in do katere se ne more sploh dostopati. Ne? Noben posamezni človek nikoli ne more dostopati do teh stvari. In to je, se pravi, to potekajo prek zelo takih sofisticiranih procedur, ne, v bistvu dovoljen, kako se lahko do teh sredstev dostopa. Ne. Hot wallet in cold wallet, oba sta zavarovana. Se pravi, hot wallet, mi imamo zavarovanje za te 2 do 5% sredstev in tudi v cold walletu je zavarovanje za sredstva. Zdaj, FTX in hackerji, se pravi, če bi bil hack, bi zavarovanje to pokrilo, ker je crime insurance. FTX, seveda nobenih zavarovanj, ampak tukaj je ogromno špekulacije in nisem šel do dna vsega Twitterja, da bi točno ugotovil, kaj vse se je tam zgodilo, ampak bile so nekako 3 možne zgodbe. Eno je bilo, da je prav black hat hacker, se pravi, da je nekdo, ki je bil odzunani, pa je prišel do dostopa v denarnic in je potem na razne menjalnice to pošiljal. To je ena možnost, ki jaz mislim, da je manj verjetna. Druga možnost je, da je bil eden izmed insiderjev, ki je potem v bistvu razočaran zaposleni, ker tle je bilo tako, da zaposleni, govori se, da zaposleni niso nič vedeli, da to je bilo 5 ljudi, ki so vedeli, kaj se dogaja, vsi ostali so bili pa v temi. In da je bil to potem eden izmed zaposlenih, ki je to predstavil, ali pa eden izmed teh 5, ki so vedeli, da je ta sredstva predstavil, ali pa še 4. opcija, da je bil likvidator. Se pravi, da je dejansko bil nekdo, ki je želel zaščititi, kar je še ostalo in je začel to iz FTX-a potem premikati na druge menjalnice, da pravzaprav zaščiti ta sredstva pred dodatnimi odlivi. In zdaj, zadnja zgodba ni potrjena, kaj točno se je tam dogajalo, ampak to je res kriminalno. V večini, bom rekel, možnih scenarijev je kriminalno. Ja, zdaj so se vmešali tudi ameriški preiskovalni organi in agencije za trg vrednostnih papirjev in SBF v bistvu grozi kazenski pregon.
Dejansko je v bistvu kar zanimiva zgodba še. Mislim, da v začetku tedna njegovo premoženje je bilo 16 milijard, na vrhuncu 26 milijard, tako kaže Bloombergov indeks milijarderjev. Danes je pa njegova vrednost premoženja strmoglavila na praktično ničlo. Pa to je bil poster child za kripto, ne? Ja, in to je tisto pravzaprav, kar je nekaj, kar lahko v bistvu, se pravim, da je to emotional roller coaster, ampak dajmo reči razočaranje, ne? Da pravzaprav ne, ta post, da smo v bistvu kolektivno zatajili, da nismo uspeli tega zaznati. A ti si ga imel priložnost, da srečati, si se pogovarjal kdaj z njim? Nisem nikoli imel izpostavljenosti, da v bistvu nobenega izmed zaposlenih dejansko FTX-a ne poznam. Na drugih menjalnicah imamo povezave, na FTX-u pa ne. Ja, mislim, da te moram zdaj za konec vprašati še kar se tiče samih kriptovalut. Elon Musk je napovedal dolgo zimo. Kako ti vidiš dogajanje? Kaj se bo dogajalo? Zdaj mislim, da je 20% upadal večjih kriptovalut v zadnjem, parih dneh. Ja, tedno. Dobro vprašanje. Vprašam, mogoče veš. Se pravi, prejšnji teden smo videli odboj delniških trgov na temu pravzaprav pričakovanja, se pravi inflacija nižja od pričakovanj, sicer še zmeraj visoka, ampak nižja od pričakovanj. Je bil izjemno pozitiven odziv delniških trgov. In zdaj se veliko se govori, da kje bi bil Bitcoin, če se tole ne bi zgodilo. In verjetno bi se pogovarjali nekje med 20 in 25, 22 do 25 tisoč dolarjev, nekako bi bil čist razumen odboj. Če gremo spet na čist fundamentalno, korak po korak, z vidika ciklov se načeloma to ni nič spremenil. Bitcoin cikl smo nekje od 300 do 500 dneva ponavadi dosega dno. Zdaj, kar se tiče samih odstotkov cikla, zdaj smo že tam pri dnu, minus 84, minus 85, kar se tiče se pravi, čiste teorije ciklov. Še zmeraj nam global makro oziroma cela makrostruktura ni v prid kripta, vsaj dokler ne vidimo, da bo Fed naredil nek pivot, pa verjetno zdaj je že v nekaj pozivov proti pivotu, ne vem, 30, 70 ali kakšno so pričakovanja, ampak počasi nek preobrat v monetarni politiki se pričakuje tekom naslednjih 2 kvartalov. Če gremo tehnično pogledati, imamo tudi neko kot dodatek, imamo neko dolg downtrend zdaj Bitcoina, ki nekako se bo cena približala tam okrog januarja. To je slika brez pravzaprav, da vzamemo v zakup te zadnje dogodke. Kaj so pa te zadnje dogodki povzročili? Minus 20%. Jaz iskreno sem presenečen, kako dobro se zadeve držijo, glede na to, kakšna je potencialna razsežnost. Tudi sem bil pozitivno presenečen, kako dobro so se zadeve držale pred tem, ko so v bistvu delniški tečaji precej fluktuirali, kripto pa je bil precej konstanten, kar je mi nekako dal vedeti, da se je izoblikovalo dno. Tako da jaz mislim, da če vzamemo ta dogodek stran, so historično pravzaprav so nivoji blizu dna. Zdaj 12,000 je tisti močen tehničen support, kjer je pravzaprav se veliko trgovanja dogajalo v prejšnjem ciklu, tako da ni nerazumno, da bo se to tudi zgodilo, da gremo do tja, zato ker pač ne poznamo razsežnosti tega primera, nesiguren makro je tudi eden izmed močnih dejavnikov. Tako da dolg odgovor, ampak jaz se pravim, čist z osebnega vidika imamo veliko kazalnikov, ki pravijo, da je Bitcoin postaja spet dobra nakupna priložnost. Kaj pa zdaj tukaj je bitka Bitcoina, ki je v bistvu ostal še vedno proof of work,
napram Ethereumu, ki je postal proof of stake, in tukaj se zdaj bije bitka, decentralizirano, centralizirano. Daj mi povej, kako ti gledaš na to? A je Ether zanimiva nakupna priložnost, oziroma se splača biti pozoren na Ether? Ja, jaz mislim, da je. Zaradi tega, ker pravzaprav s tem, ko je Ether prešel v proof of stake, po mojem mnenju, je mogoče bolj ratu komplementaren celo Bitcoinu. Zaradi tega prvič mečkan drugačno, že v osnovi je predstavljal drugačno tehnologijo, zdaj je še dodatno stopil na ta drug pol in pravzaprav, da predstavlja to osnovno nivo oziroma osnovno plast nekega, ko bi temu rekel sploh pravzaprav kriptointernet, če hočemo pravzaprav. Se pravi, te pametne pogodbe oziroma kriptoekonomija se potem na Ethereumu lahko razvije. In tukaj imamo ful zanimive rešitve, ki na Etheru delujejo, recimo Polygon. Se pravi, te layer 3 rešitve, ki nadgradijo ki nadgradijo to relativno počasno in majhno kapaciteto Ethera, te layer 2 nadgrajujejo in tam je veliko aktivnosti. Tam se veliko stvari dogaja. Tako da mislim, da sta komplementarna. Bitcoin, long term store of value, Ether, odraz razvoja kriptoekonomije. Če hočemo nekako tako na najbolj osnovni ravni povzeti. Tako da spet, kot zmeraj, prvič razumna izpostavljenost do kripta, drugič razumna izpostavljenost do posameznih kriptovalut. Tako da jaz mislim, za najbolj osnovnega investitorja sta oba zanimiva, ker sta taka komplementa. Pa še ena zadeva mogoče, ki je vredno izpostaviti. S tem premikom na proof of stake je Ether pridobil elemente monetarne trdnosti. Se pravi, da so emisije zelo upadle. In tle je mogoče kjer pravzaprav Ether pravi, pa se mi smo zdaj ka Bitcoin, ampak se pravi, te monetarna trdnost je ustrezna, plus še določene stvari lahko zgradiš na Etheru, se pravi, ekonomija se lahko razvije na temo. Jaz mislim, da to še ni testirano, ni še prestalo testa časa, tako da je še velja, da vedeti treba, da je Ether še v tranziciji, to se bo še nekaj let odvijalo. Tako da velja, se pravi, ne bi rekel, da je pa to zdaj ultimativno. Še zmeraj mislim, da Bitcoin je tist long term store of value, ki ima jasno mesto, bom rekel, v nekem temu spektru različnih assetov. Zdaj, kriptovalut je na Coinbase 14.11. ob 19.17 21.733. Prej si povedal za menjalnice, da mogoče od 525, da je 10 takih, ki so verodostojne. Kaj pa recimo pri kriptovalutah v množici 21.733? Koliko kriptovalut bi rekel, da je? Itak ima sta dominantna Bitcoin 38%, pa Ether 18% na današnji dan, 14.11. Ja, tukaj bom sam torej praktično 50%. Ja, mičken bom sam za poslušalce popravil, mislim, da je CoinMarketCap verjetno gledaš, ne Coinbase. Ja, CoinMarketCap, sem rekel Coinbase. Ja, se pravičujem, CoinMarketCap. Da ne bo zmede, CoinMarketCap. Napaka. Ja, ne. Aj, seveda, Coinbase je pa v bistvu vaša konkurenca. Nič hudega. Ne, imam odprt CoinMarketCap, se pravičujem. Jaz mislim, da je Coinbase tudi super produkt in onshore in one of the good guys, tako da nobenih nič tazga. Sam tako, da se ve, kje se te podatki dobijo, to je pa CoinMarketCap. Od 21,000 jaz bi rekel okrog 200 mogoče. To je pa kar veliko 200. Ja, ker v bistvu je tako, jaz bi rekel, da dobri projekti so nekje med top 500, pa treba še prečistiti teh top 500 nekako, da se mogoče neke stvari izločijo ven in tako naprej. Ampak to je malo tako, spet, zdaj le gledati na nekem dnu cikla, stvari izgledajo res potencialno slabo, ampak mislim, da obstaja globalno 200 zdravih projektov, ki dejansko imajo rešitve,
se pravi, zanimive rešitve, ki dodajo vrednost. A to bi rekel, da je med prvih 200 uvrščenih na CoinMarketCapu po tržni kapitalizaciji? Jaz bi rekel, da je mogoče. Bi rekel, da med prvih 500 jih je treba mogoče poiskati 200, ali pa da je reči 100 do 200. To pa moraš biti kar si čas vzeti za to in se s tem v bistvu kar ukvarjati aktivno in intenzivno, ali pač? Ja, ker vprašala si me, koliko mislim, da je pač, bom rekel, zdravih projektov načeloma. Zdaj, za povprečnega investitorja to ne pomeni, da morajo vseh 200 jih pogledati. Za povprečnega investitorja se verjetno tudi znotraj tistih prvih 200, prvih 20 nahaja vse, kar pravzaprav posameznik rabi. Mislim, če želi imeti izpostavljenost do kripta. Že jaz mislim, da kar se tiče nekih makrotez, Bitcoin pa Ethereum pokrijeta veliko. Se pravi, kaj so še ostali manjkajoči tiste teze, na katere lahko stavimo, da bodo zrastle. Mogoče DeFi, pa tudi to je posredno Ether, mogoče kakšna infrastruktura za NFT-je, ker so kakšni tele blockchaini so zelo osredotočeni na to, pa imajo kakšna močna partnerstva, recimo z Instagramom že. Kje se realna vrednost gradi in to lahko si pa tudi zgradimo svoj portfelj, da pogledamo, kjere panoge in kateri projekt najbolj ustreza posamezni panogi. Ampak Bitcoin pa Ether, jaz mislim 80% potreb sigurno nekoga, ki želi biti v spaceu ali več. Ja, še zmeraj pa treba dodati na koncu opozorilo, da pretekli donosi ne pomenijo, da bodo tudi takšni v prihodnosti in da gre za visoko špekulativno naložbo, ter da treba smart Absolutno se strinjam. Jaz bi celo rekel, da je vsaka izpostavljenost kriptu, zdaj vsak ima svoj tveganski profil, ampak čisto statistično, jaz mislim, da več kot 5% portfelja za povprečnega uporabnika. Se pravi, to je spet od starosti odvisno, od apetita, rizika in tako naprej, več kot 5%. Jaz ne bi priporočal nikomur, razen v izjemnih primerih. Ja, dostikrat dobim nasvet ali pa vprašanje, zakaj mladim, se pravi 20-letnikom, ne odsvetujemo 100% izpostavljenost kripto. Oni bi bili vsi radi 100% izpostavljeni kripto. Jaz lahko rečem, da je slaba ideja to. Zakaj bi rekel, da je slaba ideja? Zaradi tega, ker ko smo mladi, mislim pri 20-ih, treba je tudi vedeti, da je relativno majhna raven finančne neodvisnosti. Torej tudi posledice tvojih odločitev o svojih osebnih financah, obstaja velika možnost, da jih mladi ne bodo nosili sami. Prva možnost, druga pa, da bodo dobili ponovno priložnost v primeru, da naredijo slabo odločitev, pa izgubijo svoj denar. Hkrati pa, po mojem, kar pa manjka pri mladih je, mladi so izjemno izpostavljeni internetu in to je tudi ta trend, da vedno več časa preživljamo v digitalnem svetu. In to je nek trend, ki ga ne moramo zanikati. Se pravi, ta tendenca, jaz mislim, da svojo vrednost razviš v tem digitalnem svetu, ki ti je blizu, bo sam rastla. Kar pa mislim, da lahko naredimo za mlade je, da bolj zgodaj, in tega slovenski izobraževalni sistem jaz mislim, da ne dela, pa tudi kakšen drug ne, da bolj to dolgoročno razmišljanje izpostavimo. Ker jaz mislim, da z vsakim mojim vrstnikom zdaj, ko se pač pogovarjam, vsi mi rečejo, jaz si želim, da bi začel varčevati prej. Jaz si želim, da bi začel investirati, pa vsaj majhno mesečno izpostavljenost v neko pametno razpršitev, ne v kripto, ali pa 5% v kripto, da bi to naredil prej. Ker med 20 in 30 letom, ko pa res rabiš denar za stanovanje, za karkoli, da si ustvariš življenje, takrat se ti pa pozna veliko, če je že nekaj se nabral na strani, pa da nisi vsega v zadnjem kriptociklu, bom rekel, izgubil. Ali pa dobil, ampak tisti so redki. Zelo se strinjam s tabo. Žal na naših šolah učijo gospodinjske finance, se pravi prihodki minus stroški, that's it. Investiranje še ni prišlo na seznam, ampak ja, se počasi spreminja.
Ok, Nejc, mogoče sam še za konec. Zakaj si ti zdaj v New Yorku, če te smem vprašati? Jaz sem pravzaprav v New Yorku, to je nekak splet osebnega in poslovnega. Se pravi, moja partnerica, ona dela v New Yorku. Hkrati pa pravzaprav tudi mi Bitstamp si prizadeva, da bi zrastel naš ameriški del pač poslovanja oziroma naše ameriške operacije in pravzaprav tukaj pomagam kolegom iz Amerike, da pravzaprav to postavimo in zrastemo. Sodelujem zelo blizu z našim ameriškim CEO-jem, se pravi Bobby Zagoda, tako da zato sem pravzaprav tukaj. Mogo bi verjetno začeti s poslovnim delom, osebne dele pa pravzaprav, dajmo tem reči, prijetno skoristim. No, super, odlično, evo. Nejc, odlična debata, hvala za to, da si vzel danes čas in nam vse to razložil, kaj se dogaja v ozadju FTX-a. Iskrena hvala in upam, da se bova kmalu slišala, mogoče celo videla v New Yorku do konca leta. Z veseljem se veselim, hvala lepa. Dragi poslušalci, gledalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.